Samo se gre. To je intervju. Živjo, lep pozdrav še v enem stop intervjuju. Najprej hvala Rina Bistroju, da smo lahko danes tukaj, da pri njih snemamo. In Tina živjo. Živjo. Po 9 letih se vračaš nazaj samostojno ploščo, albumom, in me zanima, naslov albuma je Potovalka. Zakaj Potovalka? A si spet spakirala kufre, kam greš in boš spet za 9 let zginila, ali si zdaj tukaj? Jaz upam, da bom potovala še naprej, tako kot sem do zdaj. Sam malo sem se umaknila, saj nisem zares zginila. Malo sem se rabila odpočiti od vsega. Pa hkrati sem zelo veliko skozi delala tudi muzike in raziskovala in ustvarjala. Zakaj Potovalka? Z obema besedama, se pravi z osebo in z predmetom se to lahko povezuje. Zato, ker na tak način živim, ne vem, v to besedo se mi je najbolj smiselno vse strnilo. Ker se rabimo premikati, a ne? Pa ker je, kar velike osebne prtljage tudi na plati. Zdaj, kako pa je bilo ustvarjati album po tako dolgem času in kaj bi rekla, da je drugač, kakor si bila pri Tabujih? Vse je drugače. Ustvarjati album je bilo drugače na ta način. Pač, ko ga ustvarja grupa, je to večje število ljudi vpletenih. Tudi na mojem albumu je kar eno število ljudi vpletenih, ampak je pa bilo pač to precej drugače raziskovanje, pa pot, v bistvu eno samo odkrivanje, pa ustvarjanje, raziskovanje, kaj lahko naredim, kaj je znotraj mene, da delim, kaj pride samo ven, kaj lahko naredim, kaj sem sposobna ustvariti. Tako da v bistvu bil en tak, ne bom rekla, ni bil eksperiment, ker ko sem šla prav ploščo snemati, sem že imela izbrane komade iz nabora vseh, ki sem jih do takrat ustvarila. Dober, v glavnem ful dobro je bilo ustvarjati album, ker sem imela mir in prostor in čas, da to res delam brez kakršnega koli pritiska. Kdaj mora to biti, čeprav mogoče in je dostikrat dobro, da si zadaš rok, tudi jaz sem si ga na koncu zadala, ampak zato, ko si pa ne vem, v enem tem odkrivanju pa ustvarjanju je bablu, je pa se mi zdi, vsaj jaz na tem poziciji, na kateri sem bila, se mi zdi, da je čisto fajn, da sem se vzela toliko časa. Zdaj po 9-letnem premoru boš kmalu spet stopila na odre. Kakšna čustva te prevevajo ob vrnitvi pred občinstvo in kako se pripravljaš na koncerte? V resnici, zato sem sploh naredila muziko, da lahko grem pred občinstvo, da imam kaj za podeliti, da lahko zapojem svoje pesmi. Tako da prvo me je k temu gnal oder v resnici, ker sem zelo rada tam, ker so live performansi ena droga postala. Ja. Tako da se veselim. V bistvu ful dolg mi ni bilo želje potem. Pa me pa enkrat pa začel grabati spet, ja. Zdaj pa komaj čakam. Zdaj na novem albumu imaš 13 pesmi, od tega bojo tudi 4, ki so že vzuni, ki smo jih že slišali. In katerih tem se pa dotikaš na novem albumu v teh pesmih in kje si našla navdih za njih in kako se ti zdi, da se med seboj povezujejo v album? Teme. Veliko sem razmišljala o človeku, o tem, kako funkcioniramo in zakaj tako funkcioniramo, kakšni smo, kaj. Iz tega sem začela razmišljati, ker sem razmišljala tudi o sebi in probala neke svoje zadeve razumeti. Veliko
o skupnosti, o tem, kaj nas vodi skozi življenje, kje so zares pomembne stvari, jih uravnotežiti z negativnimi stvarmi, predvsem enega raziskovanja, to besedo kar naprej uporabljam, ampak pač razmišljanja in odkrivanja malo same sebe, predvsem pa ni šlo zdaj z nobenim planom, o čem želim govoriti, vsa besedila so nekako prelezla ven iz mene, ampak se skozi eno noto te skupne človeškosti mogoče povezuje. Na kraju sem vedno prišla v bistvu do istega odgovora, in to je ultimativni odgovor, ljubezen, kaj nas v bistvu danes gor drži. Jaz mislim, da v teh časih, vsaj mene je, pa nima veze, je to ljubezen do drugih ali ljubezen do sveta, do živali, do samega sebe, ampak to je ta svetla točka, ker mislim, da se jo vsi danes zelo, zelo oprijemamo. Zdaj pri snemanju albuma si sodelovala z novo ekipo, bandom, in ko bojo tudi s tabo igrali na prihajajočih koncertih. In kako se je pa razvijalo vaše sodelovanje, kakšna je dinamika v bandu, pa kaj so te novi člani doprinesli? Prvi, ki je pristopil k temu, je bil Daniel Vezoja. Tako da je ga zelo veliko na plošči in tudi je najpomembnejši člen, da sem jaz v tistem momentu sploh šla naprej delati, ker so stvari že zelo slabo kazale. Tako da on je glavni krivec, da se je sploh to zgodilo v resnici. Posnel je svašta, zelo veliko ve o glasbi in predvsem se zna tudi ubesediti in ti pomagati. V veliko oporo mi je bil. Potem je pa prišel še Slejk, se pravi Dejan Slak, nekako je vsa ta, jaz mi pravim, Veseli Dolenci, bolj dolenska zasedba je, ker Slejk pa Marez sta kar en tak par bas pa boben v večjih bendih igrata in sta že zelo igrana. Pole pa klele še Romina Ponti, se pa že zelo dolgo nisva videli, dokler se ni preselila v mojo bližino. Včasih sva peli, ko sem začela lepo dvojino uporabljati. Sva pele skupaj, zdaj pa pojeva in igra v bendu, tako nekako. A se ti zdi, da je bil ta 9-letni premor pomemben del tvojega procesa? In kaj je bilo, v bistvu, kako si prepoznala trenutek, da se moraš spet vrniti nazaj na odre? Premor je bil zelo potreben, ker tudi jaz moram najprej imeti neki prtljage, da grem z njo na oder, se pravi komade. Jaz nisem imela nobenih svojih komadov prej, nisem pa želela narediti tabu cover benda ali pa 5 coverje, čeprav mogoče zelo neumno. Se pravi, tabujevih komadov ne bomo slišali? Ne. Ja, to sem še hodila reči, da je zelo pomemben tudi zato, ker sem rabila pauzo od vsega. Pa tudi zdelo se mi je, da bo nekako toliko časa trajalo, da pridem nazaj, dokler časa sem bila v tabujih. Se pravi, 9 let sem bila v tabujih, evo zdaj 9 let, ko pa sem spet klele nazaj. Pomembno zato, da sem jaz se spočila, pomembno zato, da sem ugotovila, kaj sploh hočem, da sem naredila vso to glasbo, da sem si vzela v glavnem čas, da si želim iti spet nazaj in zdaj res čutim v sebi, da je ta pravi čas. Nič kaj prej ne bi to moglo biti. Kako pa misliš, da bo zdaj izid tega albuma vplival zdaj na tvojo glasbeno pot? Pa kje se vidiš zdaj v prihodnosti na slovenski sceni?
Nimam pojma, kako bo vplival, zelo malo razmišljam, mogoče premalo o teh stvarih. Sem bolj spontan človek. Kaj se bo zgodilo, pojma nimam. Nehala sem se ubadati in razmišljati o tem, kaj bi kdo želel od mene slišati ali pa kako bo to sprejeto, ker zdaj sem na tej točki, da sem samo zelo ponosna na to, kar sem naredila in komaj čakam, da zaključim ta krog, da se sklene, da izdam ploščo pa da se recimo pozicioniram kot solo artist. Yeah. Zdaj, kaj bi pa rada, da poslušalci občutijo ali pa razmislijo ob poslušanju tvojega albuma in kakšen vtis upaš, da bo pustil album? Kaj bi si želela? Zmer si želim, da ljudje kaj začutijo, da jih se dotaknem na mestih, ki so jih mogoče kaj pozabili ali pa jih želijo se dotikati. Ne vem, ko ne sploh hodila sem uporabiti besedo ponotranjen album, ampak I don't know, to boste vi povedali, kako je to, pa kaj je. Želela bi si pa, ja, da spoznajo mene, kar mislim, da je neizogibno, pa da jih se dotakne kakšna beseda ali pa, ja. A mi lahko mogoče zaupaš, katera pesem iz novega albuma ti je pa najbližja, pa zakaj? Ta moment mi je, skupaj sva v tem, ampak čisti mogoče ne ta pravih razlogov, ampak ta moment, evo ta, skupaj sva v tem in mislim, da se bo tudi s tem komadom začel album. Okay. Yeah. Kaj te trenutno izven glasbe najbolj navdihuje? Imaš mogoče kakšen skrit hobi, ki ga tvoji poslušalci ne poznajo? Ribolov. A res? Ping-pong, ne. Ping-pong? Ne. Mislim, vse to je super, ampak v bistvu skozi zdaj res sam muzika. Zelo rada grem peške v gozd ali pa do vode, zelo rada hodim dolge poti. Drugače pa svašta rada počnem. Predvsem spet se z muziko povezuje, se rada splešem čist, ker se tako razmigam pa nafilam. Drugače pa ja, nič kaj drugega, da bi se zdaj v resnici z drugim ukvarjala, ko s tem muzika. Zdaj zadnje vprašanje, ki ga zmeraj postavim na intervjujih. Če bi se lahko vrnila na začetek svoje kariere in dala mlajši sebi na svet, kaj bi to bilo? Ne se zgubiti, ostani to, kar si. Zdaj pa za konec še tista ali vprašanje. Poletje ali zima? Kako je problem. Poletje. Slano ali sladko? Slano. Knjiga ali film? Knjiga. Mesto ali narava? Narava. Studio ali oder? Oder. Pesem v slovenščini ali angleščini? Slovenščini. Intimen akustičen nastop ali velik festival? Oboje, ne vem. Bolj mogoče se je intimen akustični. Nočna sova ali jutranja ptica? Jutranja ptica. Kava pred nastopom ali kozarec vina po špilu? Nič od tega. Ne. Voda. Bomo napisali vodo. Improvizacija ali skrbno načrtovana skladba? Improvizacija. Hvala lepa.